da je Slovenija pred 35 leti postala domovina vseh Slovencev in kasneje tudi nov dom prenekaterim Slovencem, ki so živeli v tujini, je med drugim zaslužen tudi naš današnji govornik, gospod Franci Feltrin. Franci Feltrin se je kot predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa dolga leta zavzemal za tesnejše povezovanje matične Slovenije s slovenskimi rojaki po svetu. Sodeloval je pri oblikovanju prvotnega predloga zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja in se zavzemal za idejo o domu za Slovence po svetu. Kot član stranke Zelenih je bil med ustanovitelji Demosa. Leta 2022 je od predsednika države Boruta Pahorja prejel red za zasluge pri povezovanju Slovencev v izseljenstvu in za pomoč rojakom pri vračanju v domovino. Gospod Franci, beseda je vaša. Spoštovani in spoštovane, lep dober dan vsem. Poseben pozdrav gospodu župniku in njegovim somašnikom. Bil sem presenečen in zelo prijetna maša je bila. Hvala govorniku VSO-ja. Moram prinesti pozdrave gospoda predsednika Lojzeta Peterleta, predsednika VSO-ja, ki je trenutno v rehabilitaciji oziroma je bolan, bil je v bolnici pa nekaj posege. Moram reči, da ste me izvali, prvo me je izval župnik, ko je dejal, da je treba tisto, kar je dobro, vzgajati. Se strinjam. Bilo je leta 90 oziroma, da grem 88, ampak 90. leta, kot je že gospa, ki je napovedala, sem bil član Zelenih Slovenije. Zakaj sem postal član Zelenih Slovenije, je druga zgodba, prej sem iz Društva za varstvo okolja in tako naprej. Ampak moram povedati, tisto, kar je župnik rekel, treba je vztrajati. Vztrajal sem, čeprav sem vedel, ko sem prišel, da rečem tako, v gnezdo, tisti, ki so prišli z CK-ja in so se predstavljali kot tovariši in tovarišice, so pozdravljali, mene pa niso poznali. Ampak sem vztrajal. Vztrajal sem zato, ker sem hotel, da ne gre več naprej tako. Bil sem v službi, bil sem v komerciali, imel sem dobro službo. Ampak zgodilo se je drugo. Bil sem izvoljen po nekem naključju, kar nisem prej pričakoval. In ko smo 8. maja imeli ustanovno sejo izvršnega sveta in smo izvolili gospoda Franceta Bučarja za predsednika, moram reči, da smo bili prepričani, da bo šlo dobro naprej. Ampak kmalu se je izkazalo, da gospod Bučar z vso čast mu naj bo dobro tam, kjer je včasih malo preveč, bi rekel, na tisto stran, ki je bila prej in nas ni poslušal. Da smo osamosvojili Slovenijo oziroma da do tega prišli, moram izreči vsem, ki smo bili v času Demosa, ki smo vztrajali, ki smo bili prepričani, da je treba v samostojno Slovenijo. Prvič bom povedal svojo zgodbo, ki jo še javno nikoli nisem, kaj sem doživel. 21. junija leta 90 me pokliče gospa Spomenka Hribar domov in pravi: Franci, jutri greš v Beograd. In bo zakaj? Jutri je ustanovna seja ali pa seja, ki jo je sklical Šešelj, da se ga udeležijo vsi predsedniki oziroma predstavniki novo ustanovljenih strank, demokratičnih strank iz Jugoslavije. Da bi pomagali, kako ponovno ustoličiti in oblikovati Jugoslavijo. Seveda mi je tudi povedala, da bodo vsi tudi iz opozicije, recimo pokojni gospod Potrč, Jože Školč in Viktor Žakl, tam in da naj se ne bojim, da bo vse v redu. Seveda mi je pa tudi naročila, da moram zastopati stališče
Demosa. Demos pa je imel v svojemu programu osamosvojitev Slovenije. Ko sem prišel v Beograd, ni bilo nobenega od teh naštetih. Bil sem sam iz Slovenije. In ko čakam, tam bom to spustil, v dvorani, ko je prišel gospod Marojevič, ki se ga najbrž nekateri še spomnite, imel je po svojo stranko na oder in je začel čez Slovence udrihati. Da so oni reveži v Sloveniji, da so Srbi zaničevani, ne vem kaj še vse, in da ima on svojo vojsko, ki bo branil, da ne bo Slovenija šla v samostojnost. Imel sem, zaradi varnostnih razlogov sta prišla dva, ki sta me nekako varovala, jaz se tega nisem počutil ogroženega, in sta mi rekla, ja, boš rekel. In res grem gor predsedujočemu, sem mu povedal, da bi se rad oglasil, ampak je rekel, sem se rekel v slovenskem jeziku. Joj, veš, nimam nikogar, ki bi prevajal. Ob njem je sedel zdravnik iz Varaždina, pa hitro rekel, Krp, jaz znam slovensko, moja žena je Slovenka, pa jaz tudi znam. Krpe. In čez čas me pokliče, kot seveda, moram povedati, so tudi prej vsi vdrihali čez slovenski nacionalizem in tako naprej, vse to. Ampak, da zaključim bolj. Pridem gor in jih pozdravim tako kot danes, lep dober dan, lep pozdrav iz Slovenije, pozdrav naše koalicije Demos. Veste, kaj se je dvignilo? Cela dvorana je tulila, da ne me vrže iz dvorane. Po njihove baci ga in vse so metali, kar so imeli papirja. Jaz čakam, da bo predsedujoči to ustavil in jih ustavil. In potem še ponovim, ampak bom šel naprej. Nazadnje sem pa rekel, sem šel gor, sem rekel, veste, ne bom več uporabil slovenskega jezika. Jaz sem mislil, da smo bratje, tako kot so nas učili. Vi ne porazumete slovensko, jaz pa razumem vas in znam tudi vas. Jezik in znam celo cirilico dobro. Nas so učili. Vam povem samo nekaj, da danes ste me pa točno prepričali, da Slovenija mora biti sama. Mora iti iz Jugoslavije, se jo ne marate. Poglejte, kako ste me izžvižgali, popljuvali vse. Nikaj. In to bom sporočil vodstvu Demosa, da je čas, da odgremo iz Jugoslavije. Pika. Kaj se je zgodilo? Vam povem, ko sem prišel nazaj, da do danes, nihče od takratnega vodstva Spomenka Hribar ostali ni vprašal, kaj se je dogajalo v Beogradu. Jaz sem čakal. Imel sem vse papirje, čakal sem. Ampak zgodilo se je tako, da sem čez 14 dni dobil delavsko knjižico, kjer sem bil zaposlen kot komerciali. O pol enih sem prišel tja, ker sem v Ljubljani imel en opravek in mi tajnica prav, tle imaš knjižico, da je direktor dal. Jaz mislim, da me ukapljate. Po 28 letih službe dobiš knjižico in sem šel v Ljubljano, samo še to, in sem se, moram reči takrat, hvala takratnemu sekretarju Markotu, ki je bil iz prejšnjega sistema sekretar skupščine in pride prav, se tam pogovarjam z Bučarjem, prav Francika, jaz sem rekel, knjižico sem dobil, rekel, da je men. In jo vzame in gre gor in prav naslednjo jutro pride v službo. In seveda sem bil službi. Ampak 30% nižjo plačo sem imel. Tam sem bil čisto navaden pisun, ne. Ok, v redu, preživel se, ampak bila je velika šola, spoznal sem ljudi, eni kot drugi in sem vse brskal. Tako da vem, kako je to potekalo. Bil sem podpredsednik Demos kluba in še nekaj. Ni bilo tako lahko osamosvojitev, kot se danes včasih prikazuje. Bilo je. Napori so bili. Moram pa reči tudi, vedno ponovim, dr. Ludviku Toplaku, hvala, ki je zelo veliko pomagal in mi dva sva dobro sodelovala, da smo pridobili, ker zakoni o osamosvojitvi so jim morali biti z 2/3. Mi smo imeli pa sam 126 poslancev, morali bi pa 161, da bi sprejeli zakonodajo o osamosvojitvi, o državljanstvu, o zastavi in tako dalje. En kup stvari. In kdo je nam več pomagal? Največ sem dobil teh, da so glasovali za naš zakon, za našo osamosvojitev pri mladih, za SMS takratno.
bili so mladi, niti so bili, eni so bili v službi, eni so se študirali, pa sem jih tako, pa so včasih rekli, ja pa zakaj? Sem rekel, veste kaj, gre za samostojno Slovenijo, jaz rekel, za tebe ne morem, ni noben za mene, za samostojno Slovenijo gre. Moram, že sem jih pridobil. Ne bom nikoli pozabil, ki je enkrat Školč prišel k meni in rekel, tisti pa general, zakaj pa vse moje ljudi lobiraš? Si ko čakaj, Jože, za samostojno Slovenijo se gre, ne za mene. Jaz tiščem glasove. In tako smo mi res izglasovali, čeprav ni bilo vse tako do konca, šele marca meseca, po 15. marcu, ko so že res grozili nad politikom in tudi skupščini z Beograda, kaj bodo, da bodo zasedli in tako naprej, smo vedeli, so se tudi levi nekako unesli. Da grem nazaj, za plebiscit, preden smo na plebiscit šli, smo morali po naročilu Kučana, Milana Kučana, ki je bil predsednik predsedstva, pridobiti tudi opozicijo, da bo glasovala, ker smo spet morali imeti 2/3, za zakon o plebiscitu. In res smo to izglasovali, podpisali 4. decembra, pardon, 4. decembra. In 23. in podpisali vse, kako bomo posodelovali. Jaz imam to kopijo še doma. Ko smo imeli 18. januarja leta 1991 prvo sejo po prve zakone o osamosvojitvi že predložene, niti enega glasu nismo v opoziciji dobili, ampak polena. Tako da ni bilo tako enostavno, ker so takoj nas zavrgli in kot sem prej povedal, po 15. marcu se je to spremenilo, ampak tudi ne vse. In to je trajalo veliko, jaz veliko krat pravim, hvala vsem osamosvojitelji oziroma vsem, ki ste sodelovali v času teritorialne obrambe, tudi jaz sem imel sina takrat tam. Tako, ampak mi smo pa skoraj leto dni tudi sodelovali v parlamentu, ki ni bilo lahko. Če ne bi izglasovali vseh deklaracij, vsega ne bi bilo. Če veste, da smo šele 24. junija leta 1991, zjutraj proti jutri, ura proti 4, sprejeli, kakšna bo zastava. Zato je taka, kot je. Ni bilo prej volje, ni bilo nikakor ne. Smo pa tudi začetek maja sprejeli proračun za leto 1991, da smo lahko orožje nabavili, ki je bilo pa že zelo težko. Tako da osamosvojitev je bilo. In ko je moj predgovornik rekel o polnih loncev egiptovskega mesa. Ja, veste, danes se po mojem, sem razmišljal, upirajo te osamosvojitve oziroma imajo nostalgijo po Jugoslaviji in po socializmu, tisti, ki so njihovi predniki imeli najbrž polne lonce mesa. Mi ga nismo imeli. Pač je bilo tako. En je tam, en je ta. Tisti, ki smo živeli nekje v grobu, jaz moram reči, da jaz vedno pravim, veste, je lepo, bil sem mlad. Kaj pa ne? Mladost je norost in mladost je tako in takrat smo živeli po svoje, nismo pa bili v parti, nikoli nekateri, kljub temu, da je bil, jaz sem pač Primorc, rojen v hiši, oče moj bi Tigrovc, so ga Italijane peljali, sem bil star 3 dni, 8 otrok v hiši in so hišo zasedli partizani in mama mi je vedno rekla, da so me partizanka, ena je bila, ena Nada, učila govoriti in prve korake. Zato sem tudi imel tako priliko, kot sem je 5-krat v življenju vprašal, če se upišem v partijo, sem rekel, pa kaj pa ste vi? Mene so partizanke učile govoriti, vas pa niso. Nimam kaj delati, tam mesto sred nama. Tako da sem se rešil vedno tega in to je bilo zadnjikrat, ko so me to vprašali 75. leta. In prišel je mlad oficir, ok, tako je bilo. Zato jaz polagam srce na sedanje poslance, da vzdržijo. Pritiski so bili tudi takrat. Naj se vzdržijo tudi slabih navad oziroma pljuvanja po opoziciji. Jaz sem takrat zelo pazil in sem tudi druge navadil, da nekar ne pljuvamo po opoziciji, zato ker je bomo rabili. Jaz sem bil tisti, ki sem mogel kot podpredsednik poslanskega kluba
iti med mlade in vse skupaj, da smo dobili 161 glasov, kot sem že povedal. In tudi danes boste rabili opozicijo marsikdaj. In jaz sem bil po stran vesel, ko je Golobova vlada oziroma poslanci pljuvali po opoziciji. Se rekel, zdaj se bodo vendar naučili. Lahko diplomatsko rečete, lahko se diplomacija je v politiki zelo pomembna, kako rečeš in kako ne. Mene je naučil, najbrž se nekateri še spomnite, gospod Janez Lukač, bil je komunist, bil je partizan, ampak dober. Ko on je bil podpredsednik zbora občin, mesto se mu jaz odstopil takrat in je rekel, veš, dober politik boš takrat, ko boš nasprotnike pridobil, da bodo za tebe glasovali. Ne, da bo to. Ne mislim, da je enako, ne smemo enako misliti, ampak vendar, da bodo sposprali to. In tik pred zdajci, marca meseca je bila tam, ki je bil deljeno, danes je to skupaj na CK-ju, v vhodu, kjer sem imel pisarno gor na vrh, črne bukve so bile enake, zvezek, in tam je Mirovni inštitut dal zvezek, da moramo vsi poslanci podpisati, in tudi z ulice so prišli podpisati, da če pride JLA na ulice, se ne bomo branili. Ne? Bomo obesili bele zastave in tako naprej. Seveda, enkrat pride me vratar hoče prisiliti, ko ni govora. No, ampak to prepustimo. Potem pri zelenih pa moram reči pa Dušan Plut nas sklical, je bilo nas 18 poslancev in je rekel, veste, če pride JLA na ulice, mi se ne smemo opirati, mi smo Mirovni inštitut in tako naprej. In je nam rekel, bele zastave ali pa rjuhe, kar kolce. Jaz sem si mislil, ti kar misli, jaz pa ne po svoje. In sem napisal nek članek, tak mehen pasus, da se temu uprl in tako naprej. Pa ponujam, da bi še kdo podpisal. Nihče od kolegov poslancev ni hotel podpisati, vsi so me smejali, pa norca delali. Drug dan je bila ta pasus v delu na drugi strani objavljen. A mislite, da so me hvalili, noben me ni hvalil. Ampak potem, ki je bilo pa tega konc, so pa rekli, kaj me nisi rekel, kaj jaz naredil, jaz sem te prosil, da podpiš. Tako je bilo, hočem povedati to, in tistega zvezka ne dobim, ker ne pišem neke spomine in bi rad ti zvezke dobil v skupščini. Pa zgleda, da jih ni, ali je gospod Zagožen, ki je bil predsednik tam kluba, našega poslanskega kluba, ali kam je šlo. Veliko stvari je res zginilo, ampak spomini so pa ostali. In želim, da te spomine ohranjate tudi vi, poslanci, ki ste sedaj v skupščini, in da delate tako, kot smo delali. Bodite trdni, neomajni, ampak pametni in lepo, demokratično. Imamo vse možnosti, imamo zakonodajo, je treba včasih kaj prebrati, kaj videti, kaj je, tudi ustavek svojo napisali in po tej poti naprej. Opozicija dela svoje in opozicija vedno želi dela svoje. Moramo pa, ker nimamo večine, vedeti, da jo bomo tudi rabili. In zato želim, da bi ta Slovenija ostala in da bi še naprej delali tako, kot smo delali. Je pa tako, kot je bilo rečeno, jaz sem dolgo leta delal, kot je bilo že rečeno na Svetovnem kongresu in ne bom nikoli pozabil, ko mi je eden od starejših, ki je že pokojni iz Argentine, na kongresu je nam predaval in je rekel, da je bila vera osnova, da so ostali. Moram reči, da sem bil dvom. To je bilo takrat 95 leta, sem mislil, to pa ni res, ne. Danes pa vidim, da je to res. Res je to. Vera in vse skupaj. Ker, da povem še eno drugo anekdoto, Milico Bohinc sem dobro poznal in enkrat tudi sem na njenem predavanju, in ko je predavala zgodovino, je ona pisala Primorska, ki je bila Primorka, tako kot jaz. In sem jo vprašal, sem rekel, poslušajte, zakaj pa ni napisano nič o tega, ni ona pisala o tigrovci in tega. In je rekla, veš, ko sem pisala
za mizo tipkala, na drugi strani je bil nekdo, to so bili otroci, ki je imel pištolo na mizi. Vsak listek, ki si ga potipkala, si morala dati pregled. Ne? Je rekel, zato bo moral nekdo na novo napisati zgodovino, oziroma jo prvič opisati, kaj so župniki, kaj je cerkev naredila za osamosvojitev Slovenije, oziroma za takrat v drugi svetovni vojni. Ni res, kar govorijo. Seveda so pa vse te ljudi spravili pod zemljo, da ne bi kaj resnice povedal. Moj oče kot tigrovec mi je veliko povedal in se je vrnil živ in zdrav iz Italije oziroma iz Marseja, iz Francije, 28. oktobra leta 1945, prej jih niso pustili. Ker so rekli nikar, ker tam tigrovci padajo. In ne dovolimo, da bi danes tudi še kdo izzval in da bi nas potlačil. Vera je tista, ki bo nas osvobodila, tako kot je. Jaz vedno trdim, da je bil čudež, res božji čudež, da so premolili mnogi, da je Slovenija postala samostojna. Kritični časi so bili zelo kritični. Da je temu tako, pa kdor ima možnost, da je pogleda, pa da je prešteje, koliko je bilo na plebiscitu za in koliko proti in koliko jih je ostalo doma. Seštejte, pa boste dobili nekaj čez 160 000 ljudi, da ne rečete njihovih potomcev, ki niso bili za osamosvojitev. In to nas danes tebe. Hvala, srečno Slovenija, Bog je blagoslovi. Da ste se odzvali našemu povabilu in z nami delili vaše misli.